čas, ko vse okrog nas bil je srečen čas. Kje je ta čas, ki kazal nam mlad je obraz? Kje so noči, ko strast je prižigala v nas luči? Kje so luči vse svetle od naših oči? To bil je čas milih naravi, v nas okrog nas ta čas pa same galantne skrbi. V svetu deklet mozolček na nosu pretresa svet in vsak pogled v zrcalo skali nam pogled. Ah, to je bil svet, kot z Mavrico spet, bogat, ne ubog, brez lačnih otrok. Bil je prostran kot beli dan, zaman vsak dan sprašuje zanj, saj veš, da ga ni, čas hitro beži. Kje je ta čas, ko vse okrog nas bil je srečen čas? Kje je ta čas, ki kazal nam mlad je obraz? Kje so noči, ko strast je prižigala v nas luči? Kje so luči vse svetle od naših oči? Clarice, a veš kaj, Clarice? Te prosim. A se tebi zmešalo? Ja, zakaj pa? Lepo te prosim, sina imaš v sobi. Ne moreš se pred sinom sprehajati čisto naga. Kaj takega? Na kom pa ti vpiješ? Na ta bo trapa. Tebi se očitno zdi normalno, da se mati popolnoma naga sprehaja pred svojim sinom. No pa kaj? Kristi je še otrok. Če misliš, da sploh kaj pogleda, ubožec mali. Mati se ne šteje. Pa ne gre za to, ali se šteje ali ne, to se ne dela. 14-leten fantek. 15, pardon. Ne, 14. 15, če ti rečem, že 3 dni. A ja, no, 3 dni. To se ne šteje. Pri tebi se nič ne šteje. Če misliš, da sploh kaj pogleda, ubožec mali. V vsakem primeru nisi ti poklicala, da bi ga o tem poučevala. In konec koncev, odkot ti ta manija, da se kar naprej sprehajaš čisto naga? Kako čisto naga? Obtožuješ me, da sem čisto naga, pa saj imam na sebi srajco. Ničesar te ne obtožujem. Prosim te samo za toliko sramežljivosti, da se takrat, ko imaš sina v spalnici, ne preoblačiš pred njim. Veš kaj, če pa ti nisi nesramen. Prav to sem naredila. Ker sta bila vidva v spalnici, sem se šla jaz za nalaž preobleči v kopalnico. Ja, samo da si ju takoj, ko si bila naga, primahala nazaj v spalnico. Ampak prišla sem po svojo srajčko. Če pa ti ne najdeš zmeraj dobrih razlogov. Najprej mi povej, zakaj moraš dati nase spalno srajco ob 4 popoldne. Lej si ga, no, si pa dober. A si šel ti crkavat od vročine na poroko tamale dišomjer? Pa še to mi povej, komu na čas sem bila tam? Zaradi tebe? Jasno, da ne zaradi sebe. Nisem jaz kolega njenega očeta v poslanski zbornici. Ne pošiljajo mene, ti si poslanec. Je pa seveda res, da sem si takoj, ko sem prišla domov, zaželela malo sprostitve. Upam, da je to dovoljeno. Ja, to seveda nič nimam proti. Še sreča.
Še predstavlja si ne, da imamo zunaj 35, 36 stopinj širine. Širine? 36 stopinj. Kako širine? Kaj pa je zdaj to širina? Kako? A ti ne veš, kaj je to širina? Če pa pri tvojih letih to ni žalostno. Širina, to ti je termometer. A ja, se opravičujem, nisem vedel. Škoda, da si hodil v šolo. Joj, če pomislim, da moramo biti pri 36 stopinjah širine še vedno v Parizu. In to samo zaradi tega, ker si poslanec in ker se ne moreš posloviti od parlamenta pred koncem zasedanj. Prosim te malo, kot da parlament ne bi mogel shajati brez tebe. Ne gre za to, ali lahko parlament shaja brez mene ali ne. Gre za to, če sprejmeš funkcijo, jo moraš tudi opravljati. Ja, kam pa pridemo, če bi vsak poslanec mirno popihal z izgovorom, da državni zbor v bistvu ne potrebuje vsakogar posebej. Parlament bi lahko samo še zaprli. No ja, nič slabše se nam ne bi godilo. Kadar je parlament na dopustu, je v deželi največji mir. Preljuba moja prijateljica, niso nas zato izvolili, da bi imela dežela mir. Razen tega, to ni stvar pogovora. Sprašujem te, zakaj se sprehajaš v spalni srajci, ti pa mi odgovarjaš z debato o parlamentarizmu. To nima nobene zveze. Bože, oprostil imajo. Kaj ti zaradi tega tvojega parlamentarizma smo še vedno v Parizu? In to pri 36 stopinjah širine. Ne bo se ji odpovedala. A, seveda ne. Kaj ti pri 36 stopinjah širine sem vsa preznojena. In ker sem bila vsa preznojena, se mi je zdelo pač normalno, da se grem preoblečiti. In ker sem se preoblekla, se je pa tebi zdelo normalno, da se spraviš name. Pa nisem se spravil nate zato, ker si se preoblekla. Spravil sem se nate, ker si se v priču sina sprehajala čisto naga. Sem mar jaz kriva, če se vidi skozi spalno srajco? Ne, si pa kriva, če se v njej prikažeš v spalnici. Veš kaj, če pa to ni višek, a zdaj nimam več pravice stopiti v svojo spalnico, kam pa naj se grem po tvoje preobleč? V kuhinjo? Joj, pa to ni res! Da mi napravi sceno, ker sem prišla naga iz kopalnice v svojo lastno spalnico. Kaj pa ne bi po tvoje naredila, če pa je bila moja srajčka v spalnici? Ah, prosila bi me, pa bi ti jo prinesel. Potem bi bilo pa isto. Videl bi me čisto nago. Ja, ampak... Jaz sem tvoj mož! No in on je moj sin. Če pa to ni zavolal biti. A tebi se torej to zdi eno in isto? Ne, to je še bliže. Konec koncev, kaj si ti meni? Samo tujec. Si moj mož, ampak to je samo stvar dogovora. Ko sem se omožila s tabo, ne vem sicer zakaj. Hvala. Te skoraj da nisem poznala. No, poročila sva se in nenadoma ti je bilo vse dovoljeno. Lahko si me vsak dan videl čisto nago. A vidiš, to pa je nespodobno. A se ti zdi? Medtem ko pa moj sin, to ti je moje meso, to ti je moja kri. No kaj, če meso mojega mesa vidi mojo kožo, v tem ni nič nespodobnega. Razen predsodkov. Ja, se ravno za to gre, za predsodke. Ja, za ozkosrčne duše. Ampak jaz sem, hvala Bogu, nad tem. No, a nisem rekel, ona je nad tem. Jaj, moj Bog, kakšnih traparij se znebiš. Napadaš me, pa se branim. Ja, pa kaj bi mi rada dokazala? Da imaš kot mati vso pravico, da se kažeš sinu popolnoma naga. Pa se ne gre za to. Ljubosumel si kaj. In prav je, da si. Samo povej mi drugič brez razborjanja, pazila bom. No ja, to pa to, ja, pazila boš. Zelo dobro veš, da ne boš. Ne moreš si kaj, da ne bi postopala naokrog na pol naga. Ne moreš, to je močnejše od tebe. Joj, kako pretiravaš. Dan za dnem te opozarjam na to. Joj, zagotavljam ti, da ne. No,
Če me kdaj vidiš takšno zjutraj, ko se še nisem napravila, že mogoče. Ampak ko se enkrat oblečem, mi lahko verjameš. Da nisi več naga. Ja. To pa res. Samo s to razliko, da se nikoli ne oblečeš. Pa še to, ko si naga in se oblačiš, puščaš vrata odprta. Ko si pa daješ tančico čez obraz, takrat se pa seveda zakleneš. Ja, no to pa seveda, ne maram, da bi me motili, kadar si dajem tančico čez obraz. Res škoda, da ni tako tudi, kadar se kopaš. Še več. Ko si v kopalnici prežgeš luč, pa tudi zaves ne potegne skupaj. No, kdaj? No, včeraj. Aja, včeraj. Ker ti ne vidiš več ven, si predstavljaš, da te tudi drugi ne vidijo od zunaj, kot noj. Ja, kdo pa naj me sploh vidi? A kdo? Clemenceau, preljuba moja prijateljica, moj šef parlamenta, ki stanuje nasproti in ki je ves čas na oknu. Dober dan! Dober dan! Dober dan! Clemenceau! Ta človek pa res ne ve, kam bi s časom. Kar naprej buli v naša okna. Najbrž te rad opazuje, ko se takole sprehajaš čisto naga. Tak je pa že nekaj videl žensk, ta Clemenceau. Že mogoče, da jih je že kar nekaj videl. Ne bi pa rad, da bi videl mojo. Zakaj? Zakaj? Ne poznaš Clemencauja. Naj si izmisli kakšno na moj račun. Naj mi nalepi kakšen vzdevek, pa me sesuje. Tega se ti ni treba bati, saj je iz tvoje stranke. Se ravno zato. Sovražnike zmeraj najprej najdeš v svoji stranki. Če bi bil Clemenceau desnica, Madonna bi se gladko požvižgal. Pa on tudi. Ampak na istem krovu sva tekmeca. Clemenceau si reče, da lahko še kdaj postane minister. Jaz pa prav tako. Ti, minister. Kaj? Sej veš, sej dobro veš, da so mi po tistem mojem govoru o agrarnem vprašanju prišli pri priči ponujati ministrstvo mornarice. Ti, minister za mornarico, jaj, pa saj ne znaš niti plavat. A je treba znati plavat, če hočeš upravljati državne zadeve? Zato te pa lepo prosim. Ne oviraj mi karijere. Morda postanem nekega dne celo predsednik republike. Viš, to je odlika tega sistema. Vsak si lahko želi, da bi postal nekega dne predsednik republike. Predsednik pa sprejema druge predsednike, pa kralje, pa šejke. Aj boš sprejemala v spalni srajci? Ne, kje pa, nobeno. Pa se jim boš takole kazala? Ne, kje pa, oblekla bom domačo haljo. Oblekla bom domačo haljo? No, konec koncev oblekla bom, kar boš hotel. Grozljivo, niti ne sanja se, kaj je to korektnost. Meni? Joj, kar povej mi en sam primer, ko sem bila nekorektna. Ni ga treba iskati daleč nazaj. Recimo včeraj, ko me je prišel obiskat Deschanel. No in? Ni še minilo 5 minut, kar sem te predstavil. In že nisi našla nič boljšega, kot da mu rečeš, joj, je pa blago vaših hlač nenavadno. Iz česa pa je ta tkanina? In mu začneš otipavati bedra. Bedra, samo z blagom sem se ukvarjala. Spodaj pod blagom so bila pa stegna. Ja in? Nisem mogla reči gospodu, ki sem ga prvič videla, naj hlače sleče. Lej si jo no. Pa saj bi lahko zdržala tudi brez tega, da mu otipavaš blago. Po mojem ima Deschanel tako bogato politično preteklost, da lahko najdeš tudi kakšno drugo temo pogovora, kot so njegove hlače. Zlasti manj otipljivo. Ti znaš v vsaki stvari videti samo tisto, kar je narobe. O mojem obnašanju govoriš. Kaj pa tvoje? Zadnjič, ko smo kosili v travi z gospodično Dieu m'amour. Kaj z gospodično Dieu m'amour? Ko si jo lizal po tilniku, Se ti zdi to spodobno? Ko sem jo kaj?
O, ti ljubi Bog, ko začnejo babe pisati zgodovino. No kaj, a je mogoče nisi lizal po tilniku? Ja, sesal sem jo po tilniku. Očitno, da sem jo sesal po tilniku. Sesal sem jo po tilniku in to mi je v ponos. S tem se lahko pohvalim. Se ti zdi? Ja, pa ja ne misliš, da sem to počel navdahnjen od njenih 40 pomladi in od vseh tistih kozavih jamic, ki jih ima po obrazu, pa... Pri moških se nikoli ne ve. To so ti tako pokvarjeni. Pičila jo je ena grda muha. Pik je bil videti grd, bilo je že vse uteklo in že zaradi bontona je nisem mogel pustiti, da bi jo bilo konec od vraničnega prisada. Kako pa ti veš, da je bila ravno tista muha prisadna? Ne vem, ampak sredi dvomov ni bilo časa za obotavljanje. Mušji pik zna biti smrten, če rane ne izžgeš, oziroma če je pri priči ne izsesak. In sem se žrtvoval. Storil sem, kar mi je velevala krščanska ljubezen do bližnjega. No, in sem sesal. Veš kaj, kar delaš ti je zmeraj čudovito, kar delajo pa drugi je zmeraj narobe. Tega nisem rekel. Veš kaj, da bi šla jaz lizati gospoda Dišanela po tilniku. Ne, hvala. Nikaj, ti imaš prav. Ti imaš zmeraj prav. Bilo je zadnji krat, da sem lizal gospodično Djemamurjevo po tilniku. Oh ne, pa saj ne zahtevam tega od tebe. Če jo še kdaj piči grda muha, je tvoja maška dolžnost. A vidiš, da se strinjaš z mano? Je pa tudi res, da me dražiš. Govoriš mi stvari, ki me žalijo. Jaz, da bi ti govoril stvari, ki te žalijo. Ja, da se sprehajam čisto naga in da ližem gospoda Dišanela po tilniku. Tega nisem rekel. No, oziroma, da ščiptem gospoda Dišanela stegna. Ja, sakrabolt, če počenja stvari, ki mi niso všeč, imam menda pravico, da te opozorim na nje. No ja, to pa ja, seveda. Ampak lahko me opozoriš ljubeznivo. Dobro veš, da če si ljubezniv, dobiš od mene vse, kar hočeš. Dobro, pa najbolj ljubeznivo. Milo te prosim, da se ne sprehajaš zmeraj v spalni srajci, čeprav se tako rada. Ja, no, tako, no tako mi reči, no tako. Kaj že? A? O, seveda. Prišel je. Kdo pa? Čakaj. Ko že hočeš vedeti, prišel je gospod, pred katerim je prava sreča, da se mu nisi pokazala v spalni srajci. Zakaj pa? To je človek, ki je v času volitev najbolj zagrizeno rovaril proti meni. Pa ne da gospod boš prdel? Gospod župan mesta Mousillon-les-Endrés. Kar ne malo čaka, prasec. Ja, si pa upa. Ta človek, ki je govoril o tebi, da si ping-pong. Kako? Ping-pong. Ping. Tip-top, ne pa ping-pong. Kako? A se ne reče ping-pong? Ne reče se ping-pong. Zmeraj sem slišala, da rečejo ping-pong. Zmeraj narobe slišiš. A ja, to je torej, da nisem razumela izraza. Ja, očitno. Gremo odpret. Tebe pa prosim, da ga počastiš z vso svojo ljubeznivostjo, pa čeprav ti je on največja mrha. Je pa treba upoštevati, da gre za veleindustrialca, ki ima v svoji tovarni tkanin zaposlenih 500 do 600 delavcev, kar pa spet pomeni, da razpolaga s prav toliko volilnimi glasovi. Pametno si ga je pridobiti na svojo stran. Mu grem odpret. Ti se pa prosim te, pojdi že obleči. Ja, seveda. Joj! Služke nisem mama 20-krat naročila, naj pospravi skodelice, ko popijemo kavo.
gotovo. To privablja muhe in čebele. Ne, poglej si tole. Au, šuc. Gremo, gospe moje, gremo. Šuc, alo, šuc. Ne maram gledat nereda. Rada imam urejenost. Rada imam, da je vsaka stvar na svojem mestu v hiši. Rada imam urejenost. Kar naprej. Kar korajšno naprej. Hvala. Hvala. Dragi moj gospod poslanec. Sedite, prosim. Hvala. Dragi moj gospod poslanec. Dragi. Zakaj pa ne? Po predvolilni bitki, ki ste jo vodili zoper mene, Predvolilni bitki. obravnavali ste me kot prodano dušo, kot pokvarjenca, vohljača, kot izrodek dekadence. To v ničemer ne zmanjšuje mojega spoštovanja, verjemite mi. Kaj hočete? Priznavam, niste bili moj kandidat. Opazil sem. Kaj se hoče? Moja izbira je bil Marquis de Berneville. Se razumete? Gre za mojega dobrega, starega prijatelja. Kaj ne? To vam je združeni socialist, tako kot jaz. In dodajte še, da mi je on držal hčer nad krstnim kamnom. Česa ne poveste? No, vidite, cel kup razlogov. Se razumete, kaj ne? Sploh pa ste bili na vse zadnje vi izvoljeni, ne res? In samo to je zame važno. Vsekakor. Sicer pa je to zdaj že preteklost, kaj ne? Ne gre več za kandidata in volivca, ne res? Župan mesta Monsieur Lezendre, kaj ne? Je prijateljsko obiskal svojega poslanca, kaj ne? Da bi mu posredoval željo svojih občanov, kaj ne? In ga zaprosil, naj posreduje pri ustreznem ministru. Niti za hipec nisem podvomil, da me ne bi lepo sprejeli, ne res? Prav imate. Ravno kar sem pravil svoji ženi... Se oproščam, nisem vas vprašal po njej, ne res? Bo mar prikrajšan za užitek, da bi bil predstavljen? Nimate sreče, ne res? Žena se ravno oblači. In sami veste, kako dolgo zna to trajati, kaj ne? Dobar dan! Srčece moje! Rad bi ti... Strašil si me! Madonna! A mi boš izginila? Kaj pa je? A se ti je zmešalo? Prihajaš v sami srajci. Joj, oprostite, gospod, ko sem še v srajci. Ampak, gospa, saj se ne pritožujem, kaj ne? A te ni sram, da se kažeš taka? Ala, gremo, marš! Pote, prosim, kako pa govoriš z mano? Saj nisem pes! Gospod, boš prdel, če se ne motim? Seveda, gospa, seveda. Ja, izvolite sesti, gospod. Hvala. Ja, pa ja ne boš sprejemala gostov v tej toaleti. Ja, saj res, to je po malem nespodobno, kaj? Ampak kaj, ko je tako vroče? Ne pa ti pa te mi roke, če to ni vročina. Spet ista pesem kot z Dešanelom. Pa kaj, to so njegove roke, ne njegove noge. Kako, prosim? Da mu pokažem, kako mi je vroče v moje. V vaše noge? Roke!
roke, O, seveda, mar mu je gospodu Bošprdelu, mar mu je za tvoje roke. Ala, prosim te, pojdi, gospod Bošprdi. Ampak kaj pa ti je bilo potlej toliko do tega, da naj bom ljubezniva? Pa kdo te prosi, da boš ljubezniva? Kako kdo? Ti pa noben drug. Ti si mi polagal na dušo. In če boš kaj videla, gospoda Bošprdela. Ja, prav, seveda, zmenjeno, prav. Prav tako te prosim, da ga počastiš z vso svojo ljubeznivostjo. Jaz ne bi govoril kaj takega nikoli v življenju. In rekel si še nekaj drugega. Kaj, če je on največja mrha? Ja, kje pa? Nikoli v življenju nisem govoril o tem, gospod Bošprde, da mi verjamete, upam. Gospod Bošprde, upam, da imam čast, da mi boste verjeli. Razen tega pa te imam že do vrha glave. Ala, gremo, poberi se, daj, skidaj si že enkrat. Ala, poberi se. Gospod Bošprde, Nisem se še poslovila od vas, gospod Bošprdel. Zelo me je veselilo. Madama, Dona, a veš kaj? Madonna! Samo nasvidenje. Gospod Bošprdel, ne verjemite niti besedice od tega, kar ste slišali. Največja mrha, pa to. Mrha. Menda ne verjamete, da bi kdaj to rekel. Sploh pa, to mi pa lahko verjamete, da se ni navajena potikati naokrog v takšni toaleti. Ampak res, danes je taka vročina. Dotaknili ste se njenih rok, lahko ste se prepričali. Ja, da ne govorim o svojih. Znate, otipite moje, vam povem, teče mi od njih, tako se poti. Ja, zelo je neprijetno. Zelo neprijetno, dejansko. No, v takem pa, a si lahko mislite, da je moja žena, torej bilo je tako vroče, da se je zdelo še najbolj prav, če, kako ne rečem, moj Bog ni dveh besed za to, če se kar sleče. Kako jo razumem, ko bi lahko tudi sam storil enako? Ja, kar dajte, no, lepo vas prosim. Ne, ne, vseeno ne bi. No, seveda ne, jasno, da ne, v takem. Recite, no, zakaj pravzaprav sploh gre, kakšna prošnja v imenu občanov vas je torej prinesla sem? A ja, saj res. No, takole je s to rečijo. Gre za ekspresni vlak iz Pariza, ne res, ki se ustavlja v Morenvilu, ki ne, vozi pa brez postanka skozi Mozion Les Endrek, ki ne, ki pa je vsaj enako važno središče, ne res? Je res. No, vidite, takole skratka, moji vrli meščani, ki ne, so si vtepli v glavo, ki ne, naj bi se ekspres ustavljal na naši postaji, ne res? Vraga, nemogoče. Ne recite tega. Dvakrat smo imeli priložnost ugotoviti, da je mogoče. Ekspres se je že ustavil? Dvakrat. Enkrat, ker je iztiril, drugič pa po neki sabotaži, ki ne. No, in stvar ni povzročila nobenih zadreg v prometu, ki ne. Je pa seveda spet res, ne res, da so to slučajni dogodki, ki ne, ki se ne dogajajo dovolj redno, ki ne, da bi se naši potniki lahko zanesli na nje, ne res. Poslušajte, rad se bom pobrigal za to. Nekaj malega si bom pribeležil. Kako sva že rekla? Boš prdu? Boš perdel. Perdel. O, se opravičujem. Boš prdel. Oprostite, ni bilo za nalašč. Nič hudega. Navajen sem. Človeku pride najprej na misel, boš prdu. Kot nekaj najbolj naravnega. Ja.
spodnico bom pospravila. Gromska strela, a se boš šla že enkrat obleč? Ja, no pa kaj, daj mi čas. Daj mi čas, že 1 uro te prosim. Ja, kaj, pa kaj, zdaj, ko me je gospod Bošprdel že itak videl. Kaj pa se sploh vidi, vas vprašam? Kaj, gospod Bošprdel, kaj se sploh vidi? No ja, tamle pred oknom, ne res, se dobesedno vse vidi skozi, kaj ne? Clemenceau. Sakrabojt! A res hočeš, da te gleda šef parlamenta? Ampak kaj, pusti me, no! Kaj pa je spet? Ne vem, bilo je kot sunek z bodalom. Kot sunek z bodalom. Ki mi je šel do srca. Do srca? A temu ti pravi srce? Naga tvoj sunek z budalom. Čebela te je pičila. Kaj me je pičila? Moj Bog, a čebela me je pičila. O Boga, gospa! Prav ti je, to ti bo dobra šola, da se ne boš sprehajala čisto naga. Zadovoljenje. O moj Bog, pa menda ja ne takšna, ki prenaša vranični prisad. Joj, Življen, bodi dober, izsesaj mi jo. Boš, izsesaj mi jo. Ma nekaj no, Claris, obiski imamo. Liži. Lepo te prosim, liži. Ja, pa daj no mir, no, pogledajo, no. Pa kaj, a mi je ne boš izsesal? To si rad naredi, gospodični Dumamour. Najprej, da veš, da je bil to tilnik, ne pa razen tega je pa šlo za muho, ne pa za čebelo. Ampak čebela ni nič manj nevarna. Sam si lepo bral včeraj v časopisu, da je nekdo umrl od čebeljega pika. Ja, pa to nima nobene zveze med tem, ko je pil. Zadušilo ga je. Ja, no, ampak mogoče me še bo dušilo. Duši me. Ja, kje pa, daj no, domišlje si. Pa še kako. Življen, radim te. Liži mi ga, liži. Ma daj no, na živce mi greš. Pojdi, brezsrčnež, pojdi. Gospod Bošprdel. Madam? Prosim. Jaz? Ja, kaj tako? A si nora? Zdaj se boš obračala še na Bošprdela. Kaj? Rajši toliko, da tvegam smrt. Vsekakor, gospa, počaščen sem, res, ampak... Gospod Bošprdel, v imenu krščanskega usmiljenja. A še ne boš nehala? Pa daj nama že enkrat mir s temi svojimi, prosim. Pojdi in telefoniraj zdravniku, naš novi sosed je, tisti, ki se je včeraj priselil v zgornje stanovanje. Prosim te, pojdi. Prav, poklicala bom zdravnika, tebe pa nočem več videti. In če umrem, boš ti nosil breme moje smrti. Tako je prav zmenjeno. To so ti moški, lejte jih. To so ti moški. Saj mi ne zamerite, kaj ne, če sem sodil, da ne bi bilo prav, kaj ne, če bi jaz izsesal gospej, saj veste, čebelje želo. Kaj? Vendarle se še ne poznava dovolj dobro, ne res? Ja, seveda. Še en obisk. Oprostite, da pogledam, kdo je. Oprostite,
Bilo je odprto. Ja, kaj takega? Gospoda Vontruja, prosim. To sem jaz, kaj pa želite, gospod? Romen Deževal iz Figaroja. S časopisa me pošiljajo k vam, da vas prosim za intervju. O politiki nasplošno, ker ste se svojimi zadnjimi govori zelo uveljavili. Monsieur. Govorim, kot vsi mislijo, gospod. Še posebej o načrtu zakona, katerega pobudnik ste. Delavske porodnišnice. Brezplačen porod in država kot babica. Rad bi napravil nekaj izjemno slikovitega. Šik. Prizadevam si delati briljantne uvodnike, če ste me že brali. Ja, kako da ne, gospod Deževal. Rumen Deževal. Deževal, tako je. Ja, na razpolago sem vam. Je pa res, da bi moral prej še nekaj malega končati z gospodom. Boš predu? Prosim? Boš perdel. Tako se namreč pišem. Je župan mesta Mousillon-les-Endrés. Kaj ne? Seveda, poznam. A res? Mene? Tam sem večkrat lovil ribe. Če utegnete hipec počakati, z gospodom stopiva v moj kabinet in čez 5 minut sem vam že na razpolago. Samo izvolite. Izvolite. Poklicala sem zdravnika, rekel je, da takoj pride. Je že tukaj. Le hitro, gospod doktor. Kako? Pride hitro pogledat. Ne pridem hitro pogledat. Kaj pa, gospa? Mesto Pika. Čakajte, bova še malo odprla okno, da boste bolje videli. Ja, madam. Ja. Joj, boste videli, gospod doktor. Ampak, oprostite, madam, oprostite. Nate, poglejte. A vidite? Ja, madam, vidim. To pa vidim. Ja, in? Izrazito slikovito. Šik. Krasen uvodnik. Kako? Dovolite, da napravim nekaj zabeležk? Ne, to pa ne, dajte ga, to pa ne. Nate, potipajte. Da naj, kaj? Ja, no, sami se prepričajte, potipajte že, no. Šik. Ja, pa ne tam, na drugi strani. Pardon. Čebela me je pičila. Tukaj? Ja, kako si upa? Želo je zagotovo še zmeraj notri. Je mar mogoče. Ja, kar poglejte. Naj kar? Ja, madam, ne. A vidite? Počakajte. Ja, seveda ga vidim. Celo tako ven štrli, da mislim, da bi ga lahko z zobmi. Kar dajte, gospod doktor, kar dajte, poskusite. Bom, madam, bom. Ne dajte se motiti, ne dajte se motiti. Lajte, madam, tukaj je. Kalup. A tako? A boste vi? Ja, kaj? Ta zadnjo kažeš reporterju Figaroja. Figaroja? Rumenu Deževalu od Figaroja. Joj, gospod, kakšen zabaven uvodnik ste napisali včeraj v vašem časopisu. Kaj ne? Clemenceau! Kako ste kaj? Dobro. Pa vi, gospod Clemenceau. Pa še smeji se, reži se mi. Politična karijera je šla po vodi. Pička!
okrog nas ta čas pa same galantne skrbi. V svetu deklet mozolček na nosu pretresa svet. Vsak pogled v zrcalo skali nam pogled. Ah, to je bil svet, kot z Maurico spet, bogat, ne ubog, brez lačnih otrok. Bil je prostran kot beli dan, zaman vsak dan sprašuješ zanj, saj veš, da ga ni, čas hitro beži. Kje je ta čas, ko vse okrog nas bil je srečen čas? Kje je ta čas, ki kazal nam mlad je obraz? Kje so noči, ko strast je prižigala v nas luči? Kje so luči, vse svetle od naših oči? Okrog nas ta čas pa same galantne skrbi. V svetu deklet mozolček na nosu pretresa svet. In vsak pogled v zrcalo skali nam pogled. Ah, to je bil svet, kot z Maurico spet, bogat, ne ubog, brez lačnih otrok. Bil je prostran kot beli dan, zaman vsak dan sprašuješ zanj, saj veš, da ga ni, čas hitro beži. Kje je ta čas, ko vse okrog nas je srečen čas? Kje je ta čas, ki kazal nam mlad je obraz?